Kakšno pa v bistvu je delo arhitekta? V bistvu arhitekti se trudimo, da ne zgradimo samo strehe nad glavo, torej hiše, kjer se počutimo varne, ampak da se v teh hišah tudi dobro počutimo. Hiša ni samo to, kar zgleda, ampak je predvsem prostor in mi se zelo ukvarjamo s prostorom. A vedno delate nove zgradbe ali delate tudi kaj na starih? Ukvarjamo se z različnimi stavbami, včasih načrtujemo na novo, pogosto se pa ukvarjamo s stavbami, ki v prostoru že so in jih prilagajamo temu življenju našemu danes, da živimo več tako kot pred 100 leti, ampak mi živimo danes v 21. stoletju in te hiše je včasih treba tudi spremeniti, prilagoditi. Kdaj se odločimo, da staro hišo porušimo? Pri tem je treba biti zelo previden. Stare hiše so naša zgodovina, so vez z našimi predniki in zato je treba biti zelo občutljiv, preden se odločimo, da hišo podremo. Moramo pogledati, če je kaj pomembna, če je lepa, če je vredna in takrat je absolutno ne smemo podreti. A je res obnova stare hiše tako draga? Če se stvari dobro premislijo, je včasih lahko tudi cenejša, predvsem je pa bolj racionalna, bolj trajnostna. Ne gradimo na novi zemlji, ki jo uporabljamo lahko za kmetovanje, ampak gradimo tam, kjer je bilo že zgrajeno in uporabimo material, ki je že bil uporabljen. Zakaj se nam zdi, da so stare hiše lepše? Mi dostikrat pravimo, da imajo stare stavbe dušo. Stare stavbe nam včasih pripovedujejo zgodbo, sprašujemo se o ljudeh, ki so v njih prebivali. Imajo močno atmosfero in to je z novo hišo zelo težko ustvariti. S kom vse pa sodelujete arhitekti? Arhitektura je ena taka, da ne rečem disciplina, ki potrebuje zelo veliko različnih sodelavcev. Od arheologov, ki včasih raziskujejo, do zgodovinarjev. Pogosto pa sodelujemo tudi z inženirji, ki nam pomagajo izračunati, da se naša streha ne podre. Tako da imamo veliko ljudi, tudi takih, ki se ukvarjajo z ogrevanjem, ki se ukvarjajo z različnimi izračuni, do takih, ki nam pomagajo izbrati pravi material in pol zares to v živo zgraditi. Ali rišete načrte z roko ali na računalnike? Danes rišemo načrte z računalniki, ampak razmišljamo pa z roko. In to je zelo pomembno. Prva v arhitekturi je misel, kako mi razmišljamo, kakšna hiša bo. In razmišljamo tako, da ta misel iz glave potuje v našo roko in potem nariše na list, kako ta misel prav zares v prostoru zgleda. In tukaj je računalnik samo eno sredstvo, ki nam pomaga pol načrt bolj natančno narisati. Zato je ročno risanje prvo in najpomembnejše. Kaj je pa tale maketa tukaj? To je pa maketa, ki se ukvarja s tem, kako narediti v enem takem polnem volumnu eno praznino. Tukaj vidimo, kako je en pozitiv in en negativ in vidimo prazen prostor in kako ta prazen prostor v resnici izgleda. Delamo pa makete tudi iz gline, iz papirja, iz kartona, včasih iz stiropora, različnih materialov, včasih vlivamo tudi z voska. A bi tudi midva danes lahko postala malo arhitekta? Seveda lahko malo poskusimo, to je sicer dolgotrajen študij in tudi hiše nastajajo kar nekaj časa, ampak taka maketa pa lahko nastane relativno kar hitro. Zrežemo take stranice, jih potem skupaj sestavimo in ko sestavimo eno in drugo, potem med njima dobimo že prostor. To je vaja, ki se ukvarja, kako gre pot skozi hišo, kako stopimo, kakšna so vrata, kje so okna, da ven pogledamo, tako kot to naše veliko okno, ki ga je naredil Plečnik. Kaj pa midva zdaj probala delati? Tukaj imamo ene stene, ki jih lahko postavimo takole gor po koncu in potem lahko s temi stenami potem že naredimo hodnike ali pa prostore in jih skupaj sestavimo. Mi si tukaj dostikrat pomagamo z bucikami, tako da lahko poskusita z buciko zapeti. To je balkon. Ja, saj res, kakšna dobra ideja, dajmo to uporabiti. Kako je pa mi zdaj narediti tle eno okno, a ga moramo izrezati? Lahko ga zrežemo, lahko se sposobimo tukaj en nož, pa zrežemo okno. Ja. Tole poskusili takole zrezati, da boste ta dva lahko skozi okno zares gledala. To še odrezal pa bi dal sem. Jaz bi pa samo en tobogan še dodala. Ja, super, dajmo en to bolj. Ja, kam bi ga pa dala? Mogoče kar tukaj, iz balkona dol. Z balkona dol. Zdaj pa lahko namesto, da bi šli po stopnicah, bi se pa lahko sam po tobogan. Ja, odlično bi bilo. Pri načrtovanju lahko tudi kaj po svoje narediš. Seveda moramo biti arhitekti ustvarjalni, je pa zelo treba paziti na prostor, ker arhitektura ostane v našem prostoru 50 in več let in če narediš nekaj narobe, lahko prostor tudi uničiš. Ampak prostor je lahko igriv in otroci so najboljši pokazatelji, da je prostor dobro zasnovan. Evo, najna prva mala arhitektura. Kako se vam zdi?
Meni se zdi odlična. Ima vse to, kar rabi. Ima vrata, pridemo gor. Aha, stopnice manjkajo. Da pridemo tukaj na to ploščad, potem se tukaj spustimo in pridemo na balkon, odkoder se spustimo dol po toboganu.